Uspešen štart v sezono, še drugo zmago proti Urartuju in z napredovanjem v drugi krog kvalifikacij konferenčne lige. In tudi v Armeniji se je končalo z debitantskim golom, tokrat je bil mož odločitve Daniel Šturm. Ta občutek je neverjeten, še posebej zdaj, ko smo napredovali v drugi krog. Rad bi se zahvalil celi ekipi in ne bi mogel izbrati boljšega trenutka za prvi uradni gol za Maribor. V primerjavi s prvo tekmo je Simon Rožman opravil 2 menjavi v prvi 11-terici. Prvič je začel tekmo novinec Marko Alvir, v osrednjem delu obrambe pa je Martinoviću in Voloderju delal družbo Alex Pihler. Tekma precej podobna kot tista pred enim tednom v Ljudskem vrtu, brez veliko tveganja in brez veliko priložnosti. V prvem polčasu se je prva resna ponudila domačim, strel Ivuja pa je Ažbej Juk preusmeril vratnico. Najbolj obetavna situacija na drugi strani, po podaji Martina Mileca je Vid Koderman žogo zavrnil, v zadnjem trenutku pa so domačini izbili pred Ninom Žugljem. O polčasu 0:0, tudi v drugem polčasu precej podobna slika, dokler niso gostitelji začeli več tvegati in napravili nekatere spremembe rošade v ekipi, kar je mariborska ekipa z rezervisti, ki so vnesli mirnost in hitrost, izkoristila. Najprej v 81. minuti po podaji Kronavetra iz kota poizkus z voleja. 2 minuti kasneje se je imenitna priložnost ponudila najprej Šturmu, potem še Repasu. V 84. minuti pa trenutek odločitve. Daniel Šturm je spretno izmaknil žogo domačemu branilcu, krenil proti domačemu vratarju. Njegov prvi strel je ta ubranil, potem pa drugi neobranljivo v prazno mrežo za potrditev napredovanja in drugo zmago brez sprejetega gola. Mislim, da je cela strategija tekma šla v smeri, kot smo si želeli. Sigurno smo z Danjem v samem zaključku tekme proti koncu dobili, to hitrost, ki smo jo želeli, glede na to, da so se oni bolj odprli kot pa na obeh praktično tekmah, šli so večji rizik, to smo mi znali kaznovati in izredna pohvala njemu, predvsem pa celi ekipi, tudi tistim, ki danes niso stopili v igro, nekako počasi gradimo neko pozitivno klimo. Vidim, da fanti so željni, kar smo si nekako samo želeli v samem štartu sezone, tako da iskrene čestitke. Naslednji tekmec v kvalifikacijah za konferenčno ligo bo čez en teden švedski Hammarby v Štokholmu, še predtem pa štart v novo sezono slovenske lige v nedeljo ob 20:15, gostovanje v Celju.